Pozdravljeni. Sakašvilijeve potegavščine. Povoženi Rusi. Nemški teroristi! Čavez zgubil in zmagal. Bitka za hrano se nadaljuje. Private gain, public pain. Iz ljubljanskega studia 142. Okay. Pozdravljeni. Poljski predsednik Lech Kačinski se je mudil na obisku v Gruziji ob 5. obletnici revolucije vrtnic. Ob nenapovedanem obisku kontrolne točke na meji z Južno Osetijo naj bi na konvoj, v katerem sta bila oba predsednika, streljale ruske enote. Gruzijska oblast je takoj pozvala mednarodno skupnost, da naj ostro obsodi ruske provokacije. NATO in Evropska unija sta dogodek obsodili, vendar zanj nista direktno obtožili Rusije. Ruska misija v Južni Osetiji gruzijske trditve odločno zanika. Iz poljskih časopisov prihaja na dan drugačna verzija zgodbe. Ti so objavili tajno poročilo poljske varnostno-obveščevalne službe ABV, ki trdi, da ne bi bila provokacija najverjetneje izvedena z gruzijske strani v propagandne namene. Po strelih varnostniki predsednika Sakašvilija niso reagirali. Sam predsednik pa je na fotografijah nasmejan in povsem sproščen. Konvoj je bil organiziran tako, da je prvi vozil avtobus z novinarji, vozilo z varnostniki poljskega predsednika je vozilo na koncu kolone za gruzijskimi vojaki. Zaradi tega ni bilo prič ne med novinarji, ne med poljskim varnostnim osebjem. Predsednika Sakašvilija so že večkrat dobili na laži, tudi če odštejemo največjo, da je vojno v Južni Osetiji začela Rusija. Enkrat je bežal pred namišljenimi letali, drugič je obtoževal rusko letalstvo za napad na polno tržnico in masakr na njej. Kasneje so televizijski posnetki dokazali, da tam ni bil izstreljen niti naboj iz puške, kaj šele odvržena bomba ali raketa. Kljub popolni neverodostojnosti gruzijskega predsednika in celo morebitni tožbi zaradi zločinov proti civilnemu prebivalstvu, Zahod moralno in finančno podpira vodstvo. Gruziji bi radi ponudili celo pridruženo članstvo v NATO. Podoben incident se je zgodil v Iraku, ko so se ruski diplomati s 3 blindiranimi limuzinami peljali iz zelene cone proti letališču. Ruska diplomatska vozila je dohitel konvoj oklepnikov ameriške vojske in jih brez opozorila pri hitrosti več kot 100 km/h skušal zriniti z ceste, kot to ponavadi počnejo z iraškimi vozili. Diplomati in nekaj varnostnikov je utrpelo lažje poškodbe. Ameriške okupacijske oblasti preiskujejo dogodek, iraške pa se strinjajo, da takšnega obnašanja ameriških vojakov ne bi smeli tolerirati. Oblasti na Kosovu so aretirale 3 Nemce osumljene bombnega napada na predstavništvo EU v Prištini. Kosovska policija trdi, da so enega izmed 3 Nemcev posneli, ko je na predstavništvo vrgel eksplozivno napravo. Vsi so imeli pri sebi dokumente nemške obveščevalne službe BND. Obtožnica jih bremeni terorizma in povezav s tujo obveščevalno službo. Vsi 3 so se izrekli za nedolžne, preiskovali naj bile prizorišča napada. Nihče izmed njih ni uradno prijavljen pri kosovskih oblasteh, tako da so brez diplomatske imunitete. Kosovske varnostne službe so jih opazovale že 1,5 leta, saj so osumljeni 3 prejšnjih napadov, v katerih so bili poškodovani kosovski parlament, predstavništvo OVSE in misija Združenih narodov. V vseh napadih so bili eksploziv in detonatorji enaki. Nemška vlada vpletenost zanika. Zunanje ministrstvo je potrdilo le, da so bili aretirani 3 Nemci. BND pa v celem tednu še ni izdal sporočila za javnost, dogodka nočejo komentirati. Vse kaže, da se bodo kosovske in nemške oblasti dogovorile za izročitev osumljencev, ker je v interesu obeh držav, da škandal čim prej potihne. V minulih dneh je odgovornost za napad prevzela do sedaj neznana albanska teroristična skupina. V Venezueli so končane lokalne volitve. Koalicija strank okoli Čaveza je dobila 17 guvernerjev, opozicija pa 5, od tega 3 v najbogatejših zveznih enotah. Župan Carakasa bo iz vrst opozicije. Volilna udeležba je bila rekordna, se je glasovalo več kot 65% volilnih upravičencev. Kljub stalnemu demoniziranju Čaveza strani tujih medijev in domače opozicije, ima ta še vedno 58% podporo prebivalstva. To ne preseneča, saj prebivalstvo omogočil javno zdravstvo, praktično izkoreninil nepismenost in rezultate gospodarske rasti uporabil za prepolovitev ravni revščine.
Raziskava Latinobarometro je pokazala, da je Venezuela južnoameriška država, kjer prebivalstvo najbolj podpira demokracijo, hkrati pa je druga po zadovoljstvu z delovanjem demokracije v praksi. Hello friends and well-wishers of Shantidhara. Greetings and love to you all from Shantidhara, India. Voditelji držav v resnici ne verjamejo v prosto trgovino, ki nam jo oglašujejo kot instant rešitev za vse probleme in nestabilnosti sveta. Najnovejše opozorilo Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo govori prav o tem. Njen predsednik opozarja na neverjetno rast nakupov plodne zemlje v revnih državah. Po njegovem obstaja resna možnost za nastanek neokolonialnih odnosov, kjer bodo revne države proizvajale hrano za bogate namesto za lastno prebivalstvo. Južnokorejski Daewoo sklepa pogodbo za 99-letni najem milijona hektarjev kmetijskih površin na Madagaskarju, da bi zmanjšal odvisnost od uvoza. Podobne posle sklepa savdska skupina Bin Ladin v Indoneziji. Etiopija ponuja savdskim podjetjem svoje obdelovalne površine. Sudan bi rad dobil kupce za 900.000 hektarjev. Investitorji iz Združenih arabskih emiratov najemajo zemljišča v Pakistanu in Sudanu. Pogovori o kmetijskih projektih tečejo tudi s Kazahstanom. Kuvajt in Katar se zanimata za riževa polja v Kambodži. Libija ima svoje površine v Ukrajini, podobno si želi tudi Egipt. Kitajska poleg že znanih nakupov v Južni Ameriki kupuje zemljišča v Laosu. Ta naj bi odprodal že med 2 in 3 milijona hektarjev površin, kar predstavlja 15% vseh za kmetijstvo primernih zemljišč. Ameriška država je nacionalizirala Citigroup, še pred 2 letoma največjo banko v ZDA. Vrednost njenih problematičnih naložb je ocenjena na več kot $300 milijard. Tržna vrednost banke je padla iz 250 na $21 milijard, čeprav je vodstvo sporočilo, da bo odpustilo kar 52.000 ljudi. Kako slabo je finančno ministrstvo pod vodstvom Henryja Paulsona ocenilo stanje, kaže podatek, da so prav Citigroup namenili vlogo kupca Wachovie, ki se je znašla v podobnih, a manjših težavah. Kaskadno kolapsiranje ameriških bank je sprožil bankrot banke Lehman Brothers, ki je takrat administracija zaradi ideoloških razlogov, torej neomešavanja v tržne razmere, ni hotela rešiti. Nenavadno pri tem je dejstvo, da je predtem rešila strateško bistveno manj pomembno banko Bear Stearns. Najverjetneje bo do prvega ukrepa prihajajočega predsednika domino efekt že tako velik, da državi ne bo preostalo drugega, kot da podržavi celoten bančni sektor. V luči enormnih državnih investicij v finančni sektor čudi nepripravljenost kongresa, da bi odobril $25 milijard vreden paket pomoči domači avtoindustriji. Posledice kolapsa bi lahko direktno prizadele 2,5 do 3 milijona služb, indirektne posledice pa kar 15 milijonov. I'm going to ask the three executives here to raise their hand if they flew here commercial. Let the record show no hands went up. Second, going to ask you to raise your hand if you're planning to sell your jet in place now and fly back commercial. Let the record show no hands went up. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. To vedno narediš. Mislim, da je bilo to super.